tem filmom se bo začel letošnji drugomajski festival slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo. Eva, s katero začnemo letos festival, je melodrama s smrtnim izidom. Zato tudi ne preseneča, da zelo potegne na Godardov film Do zadnjega diha. In da bi lažje potegnila na ta film, so priloženi v filmu inserti iz Godardovega Do zadnjega diha. Je pa treba Evo videti predvsem, po moje, danes s to distanco z enega razloga. Zaradi stand-upa, fantastičnega stand-upa Marka Draganca. V tem filmu, v Evi, je bil praktično izumljen slovenski stand-up. Samorastniki so posneti po noveli Prežihovega Voranca. Toda Igor Pretnar, ki je ta film režiral, je bil fan Podolkina, Eisensteina, Dreierja in seveda velikega mehiškega režiserja Emilija Fernandeza. Zato ne preseneča, absolutno ne preseneča, da ta film Samorastniki izgleda kot remix, kot koktejl Dreierjevega Trpljenja device Orleanske, Podolkinove Matere, Eisensteinove Stavke in Fernandezove Marije Kandelarije. Tako cinefilskega, tako, bi rekel, dobro citiranega slovenskega filma zlepa ne boste videli. Zgodovina slovenskega filma je zgodovina road tripov, road movijev. Ne pozabite, prvi slovenski filmi so bili road moviji. V Kraljestvu Zlatoroga, Triglavske strmine, gremo na Triglav, sicer peš, ne moreš z avtom. Na svoji zemlji, prvi zvočni film, gremo peš, road trip od Baške grape do Trsta. In potem je prišel seveda Peščeni grad, Boštjana Hladnika, prvi pravi road movie slovenski, in Remington, ki ga je posnel Damjan Kozole, dobrih 25 let kasneje, izgleda kot reimaginacija Peščenega gradu. Velik twist Remingtona je v tem, da zapornik, ki ga igra Mario Šelih, 5 dni pred mu poteče kazen, zbeži iz Ječe in potem po Sloveniji in lepem kosu Jugoslavije beži v orjaškem rdečem Chryslerju. Najmanj, kar lahko rečemo, je, da je upadljiv. In zdi se, da je hotel Kozole reči, to ni realnost, to je film. Do leta 1960 so Slovenci posneli filme, ki so se dogajali pred drugo svetovno vojno in predvsem med drugo svetovno vojno, le redki pa so se dogajali po drugi svetovni vojni. Ti redki, ki so se dogajali po drugi svetovni vojni, so bili poskočni, optimistični, veseli, juhejski. Veselica je bila prvi slovenski črni film. Dobesedno črnovalovski film, še preden je Črni val nastopil. To je bil prvi slovenski film, ki je po dvomu v povojno socialistično ureditev, ki je po dvomu, ki je bil razočaran, ki je izrazil to razočaranje, ta dvom, to nezadovoljstvo. In Miha Baloh, seksi kot je bil, karizmatičen kot je bil, je postal poster boy tega nezadovoljstva, te zime našega nezadovoljstva. Ok, Maškarada je še vedno najradikalnejši film v zgodovini slovenskega naroda. Če bi hotel zdaj kdo posnet remake Maškarade, bi ga črtali. V trenutku bi bil ob kariero. Čisto drugače je bilo s Hladnikom leta 1971. Zaradi Maškarade so ga sicer križali, tudi že naslednje leto je lahko posnel film Ko pride lev. Film Ko pride lev je bil seveda, ker ga je posnel Hladnik, provokativen. Toda danes se zdi še provokativnejši kot leta 1972. Zakaj? Zaradi tistega lestenca. Danes ta prizor ne bi šel skozi. Časi so se radikalno spremenili. Ko pride lev, ko pride pošast. Nekatere slovenske filme bolj poredko vidimo. Da bi jih videli pogosteje, ali pa da bi jih sploh videli, vsakega 2. maja priredimo v Kinodvoru festival slovenskih filmov, ki jih bolj poredko vidimo. Vljudno vabljeni.